18 leti je Ivan prišel domov in ostal doma 3 tedne. Ves tisti čas je bil potrt in zlovoljen. Stanovanje smo imeli pusto. V nas vseh je bilo, zdi se mi, nekaj težkega, odurnega, kakor vlažna senca. Prve noči je spal v izbi, včasih se je ponoči zbudil, pa je videl v temi, da sem bila vstala iz postelje in da sem sedela za mizo. Čisto mirno, kakor da bi spala. Dlani sem tiščala k čelu. Moj beli obraz se je svetil, tudi če je bilo okno zagrnjeno in ni bil zunaj ne lune ne zvezd. Poslušal je natanko in je razločil, da to niso penje spečega, temveč mukoma zatajevano ihtenje. Preselil se je pod streho v seno. V ta svoj dom je plezal po strmih, polomljenih stopnicah lestvi podobnih. Postlal si je v senu, pred vrata na klanec pa si je postavil mizo. Razgled njegov je bil siv, razglodan zid. V zli volji, v potrtosti in črnih skrbeh je pisal takrat svoje prve zaljubljene zgodbe. Siloma je vodil svoje misli na bele ceste, na cvetoče travnike in dišeča polja, da bi ne videl sebe in svojega življenja. Nekoč si je zaželel črne kave. Ne vem, kako mu je prišlo na misel. Zaželel si jo je. Morda je le zato, ker je vedel, da niti kruha ni doma. Kaj šele črne kave. Človek je v svoji razmišljenosti hudoben in neusmiljen. Pogledala sem ga z velikim, plahim pogledom in nisem odgovorila. Pust in zlovoljen, brez besede in pozdrava se je vrnil pod streho, da bi pisal, kako sta se ljubila Milan in Breda in kako sta bila onedva plemenita, srečna in vesela. Roko v roki, oba dva mlada, od jutranjega sonca obžarjena, v zarji umita. Začutil je tihe korake na stopnicah. Prišla sem, stopala sem počasi in varno, v rokah sem nesla skodelico kave. Zdaj se spominjam, da nikoli ni bil tako lep, kakor v tistem trenutku. Skozi vrata je sijal poševen pramen svetlobe, naravnost meni v oči. Ustnice so se mi smehljale, kakor otroku, ki prinaša vesel dar. On pa se je ozrl in je rekel zlobnim glasom: Pustite me na miru. Ne maram zdaj. Nisem bila še na vrhu stopnic, videl me je samo do pasu. Ko sem slišala njegove besede, se nisem ganila. Le roka, ki je držala skodelico, se je tresla. Gledala sem ga prestrašena, luč v očeh je umirala. Od sramu mu je stopila krivljica. Stopil mi je naproti s hitrim korakom. Dajte, mati! Prepozno je bilo. Luči ni bilo več v moje oči. Smehljaja ne več na moje ustnice. Popil je kavo, pa se je tolažil. Zvečer je porečem tisto besedo, tisto ljubeznivo, za katero sem ogoljufal njeno ljubezen. Ni je rekel, ne zvečer, ne drugi dan in tudi ne ob slovesu. 3 ali 4 leta kasneje mu je v tujini tuja ženska prinesla kavo v izbo. Takrat ga je izpreletelo. Zaskelelo ga je v srcu, tako močno, da bi bil vzkriknil od bolečine. Zakaj srce? Je pravičen sodnik in ne pozna malenkosti.